Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim, tudi v imenu slovenskih občin. Mislim, da je bilo že večkrat v zadnjem času povedano, kakšni so razlogi občin za nasprotovanje k temu davku na nepremičnine. Predvsem je osnovni problem v tem, tudi verjetno problem slovenske vlade na koncu in cele države, da je na nek način nek zakon, ki se mu reče davek na nepremičnine, država obljubila spomladi, da ga bo uvedla v, se pravi, sprejela do konca leta. Se pravi, nek zakon, ki pa je po vsej definiciji in vseh primerljivih, bi rekel, zbiranju prihodkov povsod po Evropi avtonomen vir občin, ne države. Občine, da ne bo pomote, se ne zavzemamo za to, da bi mogle vso kvoto tega denarja dobiti. Ampak je bil sistem do sedaj že zelo, bi rekel, dobro utečen, tako imenovani nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. To je bil na nek način samostojen vir, hkrati pa tudi kvalitetna možnost, da so občine preko tega vira, se pravi, znale na ustrezen način vzpostaviti tudi razvojno funkcijo občine, posameznega področja, posameznih segmentov in tako naprej. Sedaj pridemo na univerzalni raven urejanja na ravni, se pravi, Slovenije in seveda na univerzalno delitev teh pač prihodkov. Naša skrb je predvsem v tem, da imamo zelo neurejen, bi rekel, sistem, bi rekel, nepravičen sistem vrednotenja, ki je postavljen, se spostavlja, in seveda zagotovo zelo pomanjkljivo bazo, na kateri bo slonelo pobiranje in zajemanje tega davka. V občinah se dobro spomnimo, da povsod, ko smo urejali to bazo, smo imeli po 3-4 mesece vrste pred, se pravi, našimi pisarnami, da smo skupaj urejali te zadeve. In prihodnje leto se bo to zgodilo, se pravi, v vseh občinah in končni učinek bo kaj? Da seveda to, kar je na nek način planirano, da je planirano brez, rekel, posledic in pa problemov, ki bodo nastopili, in končni učinek bo kaj? Da ne bo zbranega 205 milijonov, kot si želi vlada, in da ne bo toliko prišlo v državno blagajno in tudi ne toliko v občinske blagajne. In takšna delitev, kakršna je sedaj, predstavlja zagotovo v zelo negotov položaj občin, zato ker bo najprej država pobrala tisto, kar ima in je predvidela, da bo pobrala v proračun. To pa lahko ogroža dejansko možnost, da bomo občine lahko zagotavljale lastne prihodke pri izvajanju evropskih projektov, ker drugih lastnih virov tako močnih nimamo in se zastavlja vprašanje, ali bomo občine sploh sposobne na nek način zagotavljati lastno udeležbo za seveda servisiranje in izvajanje evropskih projektov. Se pravi, problem je zelo širok, odprt. Predvsem je pa ključen ta, ki je napovedal tudi, ki je tudi ena izmed osnovnih, se pravi, sestavin te peticije, jemlje finančno avtonomijo občinam in seveda jemlje tudi vzpostavljanje in kreiranje razvojne funkcije. In mislim, da bi bilo potrebno, da prevlada razum in se pravi, na podlagi tega razuma se daje še čas, ker na nek način ne razumemo, da so se spostavili pogoji, da bo ta postopek kreiral kar po nujnem postopku. Glejte, apeliramo na razum, hkrati pa ta peticija omogoča, mi bomo zagotovo pozvali vse slovenske občine, da pristopijo k zbiranju teh podpisov te peticije kot ene izmed elementarnih pravic vseh državljank in državljanov in še pravočasno pozivamo odgovorne, da naj tukaj poiščemo najbolj pametno in optimalno drugačno rešitev. Hvala.